Tole pa tako redek avto pri nas, da smo v času, ko ga imajo Nemci, Avstrijci, Italijani in v bistvu vsi ostali že prenovljenega, mi na test dobili še tega starega. Očitno tako dober, da novega sploh ne potrebujemo, a ne? Ampak kaj je res? Samo poglejte ga, a najdete v svojih mislih kakšen avtomobil, ki bi bil vsaj pol tako kul. Ženskam je všeč, ker je majhen, čeprav je to ravno nasprotno od tistega, kar ves čas govorijo, moškim pa zato, ker ima zadaj dva rora. No, pa te rdeče črte. Prvi stik s tem malim abartom je res vzpodbuden. Najprej že zaradi vseh teh škorpionov, torej logotipov znamke, teh je res veliko, no drugič pa zato, ker tako lepo zabrunda. Tudi takoj, ko spelješ, ima tak fin, malce razglašen, športen zvok in pričakovanja so velika. Stara notranjost me niti ne moti preveč. Osnova je pač mali Fiat, torej relativno poceni, zato je plastika trda, ampak je oblika še vedno trendovska in tile merilniki so ta nove sorte, zato prikazujejo ogromno informacij. Tukaj imam celo ločen del za prikaz tlaka turbine, no na merilnikih pa lahko izberem prikaz vzdolžnih in prečnih sil med vožnjo. In notranjost je v bistvu relativno majhna, ampak če niste zelo veliki, boste čisto dobro sedeli. So pa zato tudi sedeži mali, še celo meni se zdijo premajhni in premalo bočne opore ponujajo, ko drvite skozi ovinke. Tukaj se sedi precej visoko in v bistvu za volanom se ne počutim prav nič ekstra športno, razen ko iščem prestavno ročico, ki je res blizu. To pa je športno. Ampak potem je spet ročica premalo natančna, gibi so premalo klik in še hodi so predolgi. Potem motor. Če ga je pri najnižjih vrtljajih zelo prijetno poslušati, se potem vsa zvočna kulisa kar nekam izgubi. Zvok postane premalo rezek in edina stvar, ki vas občasno razveseli, je pokanje iz izpuha pri približno 5000 vrtljajih. Evo, ko prestavite iz 3. v 4. v programu Sport, jasno. Pričakoval sem tudi boljše zmogljivosti, ker avto tehta ravno dobro tono. No, vsaj po občutku, v tehničnih piše, da gre 205 in do 100 potrebuje 7,9 sekunde, ampak za volanom se sploh ne zdi surov. Sicer se takoj, ko pritisnete stopalko, začuti, da trzne, ampak zaradi majhne prostornine 1,4 litra vseeno traja, da se turbina dobro zavrti. Je pa prenos moči na podlago kar dober. Kolesa se kljub 99 kW, to je 135 konjem, redko zavrtijo v prazno med pospeševanjem v ovinku in v bistvu ugotavljam, da je moči ravno prav, da je še obvladljiva, vsaj za večino voznikov. Poraba, ko sem ga prevzel in se nekaj časa vozil po okolici Ljubljane, sploh ni padla pod 10 litrov. Za tako majhen avtomobil s tako majhnim motorjem je to kar veliko, pa ga sploh nisem preveč gnal. Na daljši in zelo umirjeni vožnji po avtocesti je potem sicer padla na okrog 8 litrov, ampak tudi to ni malo. Mogoče najbolj moteč del tega abarta pa je podvozje. Evo, trese. Mene nikoli ne moti, če je podvozje trdo, še dejansko bolj uživam, ker potem bolj leti skozi ovinke. No tale pa skače. Na vsaki večji luknji ga kar odbije od tal in če boste na slabi cesti pretiravali, bo zelo težko ostal v želeni smeri. Na takšni lepi podlagi pa seveda lepo drži kot prilepljen, ampak kolikokrat se pa dejansko vozite po tako lepi cesti. Je pa res, da so imeli inženirji tukaj precej težko delo, ker je avtomobil kratek in dokaj visok, tako da druge izbire niti niso imeli. Veliko stvari me pri tem avtomobilu moti, kot lahko vidite, ampak se mi vseeno dopade. Ne vem, Italijani to preprosto znajo in se z veseljem vozim z njim. Pa čeprav potem čez 3 sekunde, ko zapeljem čez kakšno luknjo in poskočiva, pomislim, kaj vse bi lahko spremenili in izboljšali, pa bi bil res top. Takole bom rekel, pa lahko tudi preslišite kakšno cifro. Če imate okrog 25 jurjev preveč in živite nekje okoli Ljubljane, ker Janković tako lepo obnavlja ceste, da vas ne bo preveč pretresalo, si ga le vzemite. Mislim, da za manj denarja ne boste dobili bolj nastopaškega, konec koncev niti zabavnega avtomobila. Razen Focus ST, Mazda MX-5, Fiesta ST, Toyota GT86, Megane RS, pa še kakšnega.